Če ste motorično ok in lepo zdravi, potem takšna naloga, da moram te žogice dati tukaj le gor, ni čisto nobena težava. No, v mojih rokah so pa posebna očala, ki simulirajo stanje pod vplivom alkohola. Take že poznam, sem jih velikokrat preizkusil. Ta so pa v bistvu še bolj pametna, pa simulirajo tudi stanje pod vplivom različnih drog. Ne priporočam, lahko pa preizkusimo, kako vse skupaj izgleda. Preverjanje prisotnosti nekih nedovoljenih sestavin v organizmu je nekoliko drugačno kot preverjanje dobro nam poznanega alkohola v organizmu. Tako da pri teh predvsem drogah izvajamo hitre teste. Hitri testi, ki pokažejo pač neko prisotnost pri udeležencu cestnega prometa, in ko je ta prisotnost ugotovljena, potem je obvezen odreditev strokovnega pregleda. Sigurno smo se iz alkohola naučili to, da rabimo desetletja strožjih ukrepov, preventive na vseh nivojih in da recimo mladi dokazujejo, da se neke spremembe dajo. Sigurno še nismo tam, ko bi želeli, ampak če pogledamo mlade, so nam pa lahko navdih in inspiracija, da se da drugače. Ko pogledamo pa v drogah, se bi pa jaz prvo vprašanje zastavil, če danes vaše poslušalce pa gledalce vprašamo, pa rečemo, koliko se jih strinja, da alkohol pa promet je slabo. Po statistika kažejo, da velika večina. Ko jih bomo vprašali, koliko se strinja, da pod vplivom konoplje in v prometu biti je slabo, je pa ta odstotek bistveno nižji, kar pomeni, da nam na področju ozaveščanja še zelo veliko manjka in to zadevo pravzaprav je potrebno začeti takoj delati. Mi smo tukaj preventiva, ne? Mi lahko z našimi sporočili opozarjamo na negativne vplive vožnje pod vplivom THC-ja, na to, da se dejansko naše psihofizične sposobnosti spremenijo, poslabšajo. Ne? Sicer nekateri vozniki, ali pa tako kot smo slišali danes, mladi so prepričani, da so potem varnejši vozniki, da vozijo bolj počasi, ampak kot smo tudi slišali, reakcijski čas se poslabša se možnost zaznave, globinske, tudi sposobnost neke ocene tveganega vedenja se poslabša, kar vse vpliva na poslabšanje prometne varnosti in dejansko poveča možnost za nastanek prometne nesreče. Saj je vsem jasno, da droge za volanom nimajo kaj početi. Jaz sem imel prej tista očala gor in sem se hudo matral že s temi žogicami, tako da mi na kraj pameti ne pride, da bi preizkusil očala tamle za volanom, pa probal odpeljati s parkirišča. Kaj šele v prometu? Kaj šele s pravimi drogami?